Tokrat v občinskem informatorju. Mariborski mestni svetniki nasprotovali podražitvam, odločitev o proračunu prestavljena. Rektor Univerze v Mariboru podelil priznanja in nagrade. Lions Obrežja na Ptuju tudi letos, že 19. leto zapored. Znano je, katere gledališke predstave bodo v tekmovalnem delu Borštnikovega srečanja. Dve slikarki, Alma Lovrenčič in Viktorija Belak v eni galeriji. Čebelari Čebelarskega društva Sevnica ob Dravi praznovali 100 let. Lepo pozdravljeni. Na seji mestne občine Maribor so svetniki zavrnili predlagan dvig cen za vrtec, izglasovali so tudi preložitev potrjevanja proračuna. Mariborski mestni svetniki so na seji obravnavali proračun za leto 2024. Predlog je bil zastavljen v višini skoraj 169 milijona evrov. V enem izmed slišanih amandmajev je bilo slišati, da je občinska uprava našla po besedah Mateje Cekić rezervo v postavki obresti za dolgoročne kredite in od tam bi vzeli skoraj pol milijona evrov za druge namene, in sicer za NK Maribor. Franc Kangler je podal pobudo. Danes prekinemo in do glasovanja o amandmajih. Glede na to, da je točka odprta, imamo 14 dni časa, da lahko tudi župan sam posega s svojim amandmajem, ker še o amandmajih nismo glasovali. Zato predlagam rok 14 dni v torek, čez 14 dni, da nadaljujemo to točko dnevnega reda. Svetniki so izglasovali preložitev potrjevanja proračuna za 2 tedna. Smešno. Po 2 mesecih dela, slišanje vsega, da vi meni očitate, sami ste pa... Na seji je sicer pri tem mariborski župan predlagal postopen dvig cen za vrtec, češ da bi dodaten milijon evrov, ki so ga namenili za subvencije pri plačevanju vrtca, preusmerili v investicije vrtcev in šol. Predlagamo torej spremembo dvig plačil staršev v 2 korakih, in sicer z 1. marcem letošnjega leta in pa potem s 1. 1. leta 2025. Videli, da imamo na eni strani željo čim več subvencionirati seveda staršem, po drugi strani pa nemogoče stanje v vrtcih in da ne gre eno z drugim. Mi smo pravzaprav skozi ta dvostopenjski ukrep našli 1 600 000. Svetniki so predlagano povišanje zavrnili. Razloga predlagamo, da župan znotraj proračuna mestne občine Maribor tudi najde teh 600 000 evrov. Ne pozabiti, da smo pravkar ugotovili, ugotovili na koordinaciji, da je ta občina sprejela pogodbo oziroma sklenila pogodbo z arhitekturnim birojem gospoda Podreke za 500 000 za ureditev Slomškovega trga. Dodala je, da potem takem očitno denar imajo. Mestna svetnica Ljubica Jančič pa je izpostavila, da prenaša njemu besede staršev vrtca v Radvanju. Če imate denar za drage odvetnike, če imate denar, da podpisujete nenehno anekse za Lent in za vsa ostala dela, ki jih občina naroča, potem in če imate denar, da si nabavite novo službeno vozilo, potem imejte denar tudi, da se bojo subvencionirali vrtci. Saj upam, da živimo v nekem idiličnem svetu, da zaključim poetično, ko sem začel. Tudi mestna uprava spoznala, da so morda otroci prioriteta pred nekimi arhitekturnimi presežki. Sicer je bil predviden tudi predlog uvedbe plačljivega parkiranja ob sobotah, a jo je župan umaknil sam. Rektor Univerze v Mariboru je na svečani prireditvi ob rektorjevem dnevu podelil priznanja in nagrade tako študentom kot tudi zaposlenim. No, podrobnosti pa v prispevku. Rektorjev dan je na Univerzi v Mariboru dan, ko podelijo priznanja in nagrade študentom in zaposlenim, ki so se v preteklem študijskem letu ali prej izkazali na svojem področju. Univerza kot skupnost 14.500 študentov in več kot 2100 zaposlenih je skupnost, ki mora gojiti to spoštovanje do dela naših sodelavk in sodelavcev in truda študentk in študentov na njihovem poti do izobraževanja, in zagotovo je rektorjev dan, ki je posvečen tem priznanjem. Rektor je ob tem povedal, da imajo velik potencial tako študenti kot tudi zaposleni. Jaz sem vesel, da vedno znova smo presenečeni in sem presenečen nad inovativnostjo, kreativnostjo tako naših delavcev kot tudi študentov, in me veseli, da tudi oni vidijo prihodnost bodisi na naši univerzi ali pa v našem okolju, ki ga moramo seveda skupaj graditi za našo boljšo prihodnost.
Med nagrajenimi je tokrat Tara Ledinek, diplomantka Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Za Univerzo v Mariboru sem se odločila iz več razlogov. Zaradi njene slovenske in tudi svetovne dobre prepoznavnosti, dobrega slovesa, tudi same medicinske fakultete, pa ne nazadnje tudi zaradi bližine doma, ker sem s Koroške regije in tudi želim tam ostati, delati, se nadalje razvijati, tudi regijo samo, in mi je v bistvu bila Univerza v Mariboru iz tega vidika dobra iztočnica in tudi bližna iztočnica. Nejc Friškovec pa je na Fakulteti za energetiko v Krškem v drugem letniku magistrskega programa in je dobil rektorjevo nagrado. Fakulteta energetika je edina fakulteta za energetiko v Sloveniji, ki je locirana v Krškem v Velenju. Energetika je interdisciplinarna ved in v tem vidim veliko prednost, saj se lahko izobražujemo v okolju, ki je namenjen za energetiko in tudi v prihodnosti bo. Sami vidite potem naprej v znanstvenih vodah ali bolj v gospodarstvu, praktiko? Bolj se vidimo v gospodarskih vodah, saj je še veliko dela na področju energetike, kot sami tudi veste, gradnja JEK2, zapiranje Teša, prenova Šaleške regije in je veliko možnosti za delo in uspehe. Tudi profesorju za fizikalno kemijo je godilo priznanje za dolgoletno raziskovalno delo. Sam je sicer študiral na Ljubljanski univerzi, nato pa je prišel v Maribor. Jaz sem svojo odločitvijo, da pridem raziskovalno in pedagoško delati v Maribor, zelo zadovoljen. Ljudje so odprti, mesto je prijazno in dela se odlična znanost. Kar je pa še bolj morda pomembno, je pa, da je Mariborska univerza najbolj aplikativna od slovenskih univerz, da imamo največ sodelovanja z gospodarstvom, ker smo iz potreb gospodarstva tudi zrasli. In pravi, da so to še dodatni izzivi, ki so selitvijo v Maribor zaradi raziskovalnega dela prišli v njegovo življenje. Pri tem pa upa, da bo še več ljudi sledilo njegovemu zgledu. Na Ptuju bo v soboto, 3. februarja, že 19. Lions Obarjada. Gre za kulinarično, družabni in humanitarni dogodek, ki bo tudi tokrat v sklopu kurentovanja. No, podrobnosti pa v nadaljevanju. Prihaja že 19. Lions Obarjada. Gre za humanitarni dogodek, ki pa seboj prinaša še številne druge pozitivne stvari. Da ne gre za klasično nabiranje sredstev vrat do vrat, temveč poskušamo sredstva pridobiti s tem, da ljudem tudi nekaj ponudimo. Torej ponudimo jim druženje v njihovem mestu, ponudimo jim seveda tudi uživanje v hrani in v pijači in pa seveda možnost tako tistim sodelujočim ekipam, kot tudi ostalim obiskovalcem, da vseeno tudi oni se pridružijo temu poslanstvu Leonističnega kluba, to je pomaganje sokrajanom. Vsako leto so bolj uspešni in jim uspe zbrati več sredstev. Ko smo bili dokaj v dilemi, ali se naj tega lotimo ali ne, vendar smo kmalu ugotovili, da je to naletelo na izredno pozitiven obisk. Torej eno in drugo, torej participacija ekip sodelujočih in pa seveda velikodušnost ljudi, ki to prireditev obiščejo, nam dajo seveda osnovo za delo čez celo naslednje leto. Spomini na lansko, ko so presegli 30 000 evrov, so še zelo živi. Nadejamo se velikega obiska, nadejamo se tisto, kar Obarjada nosi v sebi, to je humanitarnosti, družabnosti in pa seveda tistih kulinaričnih spretnosti, ki jih pokažejo mojstri oziroma vodje ekip. Leto sodeluje 25 ekip, kar 22 od njih bo vrtelo kuhalnico. Vsako leto je tudi letošnji namen Obarjade, da bomo z zbranimi sredstvi pomagali posameznikom, pomagali tudi določenim skupinam, ki so te pomoči najbolj potrebni. Ob tem naj dodam, da v preteklem letu, kot je bil naš namen, smo pomagali družini, ki jim je pogorel dom. Pomagali smo pri obnovi oziroma nakupu kuhinje v Arzviti za bistvo za srečanje mladine. Seveda smo pomagali tudi z številnimi sredstvi posameznikom, ki so se znašli v neki socialni stiski in jim je naša pomoč bila v veliko korist. Na pomoč so jim ponovno priskočili v Leo klub Ptuj. Omogoča oziroma daje priložnost za medgeneracijsko sodelovanje z Lions klubom, kar pa potem uspešno vodimo vse do božičnega časa, ko skupaj obdarujemo socialno šibkejše družine
staršem takrat pomagamo z prehransko-higienskimi paketi, otrokom pa v bistvu izpolnimo njihove želje. Obariada se bo odvila v soboto 3. februarja vse od 9. ure naprej. Vabljeni, da se pridružite tudi vi, čaka vas dobra hrana, glasba, ob tem pa lahko izkažete dobrodelnost. 59. festival Borštnikovo srečanje bo potekal med 3. in 16. junijem. Znano je že, katerih 12 gledaliških del je uvrščenih v tekmovalni program. Selektor Blaž Lukan pa je utemeljil svoj izbor in navedel kriterije pri izboru. Selektor Borštnikovega srečanja, ki je zbral 12 gledaliških predstav za tekmovalni del festivala, je sledil 2 kriterijema, ki sta se mu izoblikovala ob ogledu predstav. Prvi je kriterij konteksta, se pravi, kako predstave kot take, ne gre za uprizoritve na podlagi dramskih tekstov, ne gre za avtorske projekte, kako nagovarja, kako se naselijo v svetu, kako se odpirajo v nek družbeni prostor. Drug kriterij je prevpraševanje iz raznih sredstev gledališča, se pravi nekih odrskih znakov, invencije, ampak ne gre niti za to, da mora vsaka predstava izumiti neke nove znake, ampak kako nekaj že obstoječega produktivno zapleta, montira in tako naprej. Pravi, da sta kriterija v nekaterih predstavah bila zelo izražena, pri nekaterih je bil eden ali drugi močnejši. Je pa ob ogledu vseh, teh je bilo približno 100, dobil dober pogled v gledališko dogajanje. So določene predstave, ki ne da ustrezajo nekemu idealu, saj te kriteriji, kot sem rekel, niso bili vnaprejšnji, ampak enostavno nosijo s sabo nekaj presežnega, če rečem, ampak teh predstav je recimo tam nekje okrog, od 100 recimo 15, jih je prav toliko pa tudi takih, ki jaz sem rekel zelo direktno, da na oder ne bi smele priti, ampak v resnici teh navadno ne selektor, ampak gledalec, ki ne hodi po Sloveniji, ravno jih ne vidi. Je pa seveda neko jedro predstav, po katerem in potem jedro navadno sodimo pač neko kondicijo ali pa ugotavljamo kondicijo slovenskega gledališča. Pri tem je ugotovil solidno kondicijo slovenskega gledališča in potrdil, da gre za različne vrste predstav. Gre za abonmajske predstave, repertoarne predstave, ki v nekem programu gledališča, ki ima od 6 do 15 premier, recimo enostavno morajo biti, v katerih najdemo tudi dosežke, ne pa seveda presežkov. Ti dosežki so pogosto igralski. Pogosto so igralski, manj so režijski, da ne govorim še o katerih drugih elementih. Opozoril je tudi na stanje slovenskega gledališča, čeprav pravi, da ni poklican, da sodi. Zelo močno je opaziti, in to je bilo že lani, prodor mlajše generacije in tudi najmlajše generacije. Imamo režiserke, predvsem, ki imajo letos drugi projekt, ki so ga v profesionalnem okolju sploh zrežirali na festivalu. Lani je pa njihov prvi projekt recimo doživel velik uspeh in pobral tudi nekaj nagrad. Tako da, kar se mi zdi zelo spodbudno, s tem, da kljub samo ostaja še neka starejša ali pa srednjih let generacija režiserjev, ki so v dobri kondiciji. In tudi njihove predstave so v letošnjem tekmovalnem programu. Predstavitev celotnega programa 59. festivala Borštnikovo srečanje bodo sicer pripravili v drugi polovici maja. V Mariboru smo odkrili galerijo, ki je sprva, ko človek stopi vanjo, videti majhna, a nato sledi presenečenje. V več velikih prostorih galerije je na stenah ogromno slik lastnice galerije in slikarke Alme Lovrenčič ter njene učenke Viktorije Belak, ki je iz tujine, kjer je dolgo živela, zdaj pa se je vrnila v Maribor. Alma Lovrenčič je študirala slikarstvo. V njeni galeriji so tako na posebnem mestu slike, ki jih je naredila med študijem. V tistem predelu so slike iz študija slikarstva, 1., 2. in 3. letnik. Na začetku smo najprej delali študije, oglje na papirju, potem tudi olje na platno, ker smo se učili v bistvu ujeti svetloba, senca, raznorazne kontraste. Pol pa nas je študij ves čas spodbujal v bistvu, da začnemo iskati nek svoj prepoznavni stil, neko svoje zanimanje v slikarstvu. In jaz sem bila v bistvu, skozi me je zanimalo abstraktno slikarstvo in sem tudi
konec koncev šla v to. Posvetila se je vodi in njenim oblikam, strukturi, širini. Najbolj me je navdihnilo pri tem morje neko valovanje, nasploh narava in potem sem začela razvijati to neko svoje abstraktno slikarstvo. Že 2 leti je tudi mentorica Viktoriji, ki je zdaj dala tudi nekaj prostora v galeriji. Tako da sem v bistvu jaz skozi spremljala pri tem njenem razvoju, ona je v bistvu potem, ko smo končali tečaje, sama slikala, jaz pa sem ji potem kakšne kritike dala, malo je pomagala z barvami, tako da sem v bistvu usmerjala skozi proces. Njena učenka je dolgo časa živela v tujini, snov in motive za njene slike tako zdaj najde v bogatih spominih na zgradbe, naravo, ljudi. Slike so spomini Nova Zelandija, Avstralija, USA in Azija. In zdaj je že nekaj časa v ustvarjalnem procesu. Vsaka slika, ko se konča, ko jo pogledam s pomočjo Alme, njene perfekcije, je slika lepa, prijetna. Njene slike so abstraktne, a vseeno se vidi v njih odtise spominov in navdiha, najrajši pa ustvarja takrat, ko je sama, da je nihče ne moti. Ob tem pa raziskuje več tehnik. Akvarel, oglje, se še učim, ampak sem zelo, zelo presenečena s svojimi strankami, ki prihajajo, imajo rade, dobro se počutijo, galerija je prekrasna. V galeriji v Žičkem prehodu v Mariboru je tako zdaj na nek način dom Alminih in Viktorijinih slik, v katerih se prepletajo znanje in izkušnje 2 generacij ustvarjalk, ki sta se znašli v enem mestu. No, čebelarji Čebelarskega društva Selnica ob Dravi pa so minuli konec tedna proslavili 100-letnico delovanja društva. Ob tem jubileju so pripravili tudi kulturni program. Pretekli petek je Čebelarsko društvo Selnica ob Dravi obeležilo 100. obletnico delovanja. S ponosom so se ozrli v preteklost. Čebelarsko društvo svojo 100-letno tradicijo predstavlja neprecenljivo dediščino in temelj lokalne čebelarske skupnosti. Na to že zelo ponosen, zlasti zato, ker ko smo imeli mi 90. obletnico, takrat smo tudi en zbornik izdali, tam smo izdatno not napisali in sem tudi jaz bil pravzaprav urednik tistega zbornika v tistem času. Zdaj je pa to samo nadaljevanje. 100-letna zgodovina Čebelarskega društva odseva predanost članov, ki so skozi desetletja soustvarjali bogato kulturno dediščino čebelarstva. Sam je Janko začel čebelariti zelo mlad in na to ima izredno lepe spomine. Čebelariti sem začel leta 1954, dočim od leta 1957 naprej sem pa že član Čebelarske zveze Slovenije, Čebelarske zveze Maribor in našega društva. Ob tem jubileju so v sodelovanju z osnovno šolo Selnica ob Dravi pripravili kulturni program. Veseli ga, da se mladi v osnovni šoli udeležujejo čebelarskega krožka. Člani društva se namreč zavedajo pomena trajnostnega čebelarstva in si prizadevajo za prenos znanja na mlajše generacije, ki bodo nadaljevale čebelarsko tradicijo. Ta pa deluje fantastično. Vse zame, odkar je prevzel ga od leta 2003 gospod Lovrič, od takrat naprej je neverjetno napredek, saj že imajo 120 zlatih medalj v tem času na teh tekmovanjih mladih čebelarjev Slovenije, pa tudi so kot najboljši, so bili že 4-krat dejansko na tekmovanju, mednarodnem tekmovanju. V šoli učenci pridelujejo celo svoj med. V bistvu živim za čebele, torej da učenci vidijo, da v tem uživam, da mi to veliko pomeni in potem jih tudi na ta način pritegnem, da pristopijo k čebelarskemu krožku, se učimo o čebelah, imamo tudi svoj šolski čebelnjak, ves med, ki ga pridelamo, ga tudi pojemo pri nedeljnih zajtrkih, tako da v bistvu se ustvarjajo en taki krog, kjer učenci potem resnično cenijo ta čudovita bitja, kot so čebelice. Ob tem dogodku so mladi čebelarji pomagali tudi pri predstavitvi. Torej danes smo pa nekako hoteli pokazati, da niso samo dobri čebelarji, ampak da so tudi vsestranski igralci, pevci in pripravljamo en taki pester program z bistvenim glavnim poudarkom na te najstniški nagajivosti. Tako kot so tudi čebele malo nagajive, tako bomo mi danes nagajivi. Prireditve pa se je udeležil tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je krožku podelil odličje Antona Janša 2. stopnje za uspešno delo. To je za danes v oddaji Občinski informator vse. Ostanite v naši družbi še naprej, kajti ob 20. bomo v oddaji Vzhodna, tudi tokrat v živo, govorili o stavki zdravnikov. Jutri ob 21. pa ne prezrite oddaje Moja zgodba, tokrat bo svojo zaupal nekdanji profesionalni nogometaš Jaka Jakopič, ki je preživel raka.
Ta petek, 2. februarja, pa se s kurentovim skokom začne tudi kurentovanje na Ptuju. Lep preostanek večera vam želim in nasvidenje.